V imenu Boga Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Drage sestre, dragi bratje in vsi, ki nas spremljate s pomočjo sodobne tehnologije, danes je nedelja, Gospodov dan, vendar bogoslužje poteka vsak dan. Ne le takrat, ko človek prejme krst, ko sodeluje pri obhajanju Gospodove večerje ali v cerkvi posluša Božjo besedo. Ko je bogoslužja konec, se to ne konča, ampak se v resnici šele zares začne, saj krščanstvo živimo vsak dan. Bog presoja naše motive. V nebesih odloča izključno ljubezen. Pomembno je, s kolikšno ljubeznijo smo na tem bogoslužju. S kolikšno ljubeznijo pojem v pevskem zboru, s kolikšno ljubeznijo pridigam, urejam okolico ali darujem v puščico. Ne smemo biti podobni gosem, ki vsako nedeljo v cerkvi poslušajo, kako čudovita krila imajo in kako visoko bi lahko poletele k Bogu. Gosi med pridigo navdušeno prikimavajo, po bogoslužju pa se zibajoče odracajo domov, ne da bi sploh razpele svoja krila. Razpirajmo svoja krila zunaj teh cerkvenih zidov. Ne dovolimo, da naša vera ostane le nedeljska navada, zaprta v cono udobja. Ustvarjeni smo za visoke polete ljubezni, ki spreminjajo svet. Naj to ljubezen prinesemo v medsebojne odnose. Naj nam Bog podeli pogum, da bomo vsak dan živeli to, kar nedeljo za nedeljo v cerkvi poslušamo in kar verujemo. Prisluhnimo oznanilom. Jutri v ponedeljek ob 19. uri vabljeni v cerkev na molitveno srečanje. V sredo ob 19. uri vabljeni na predavanje duhovnika Danila Jovanoviča v cerkvi na temo Ne boj se jutrišnjega dne, Bog je že tam. Veroučnega leta je konec, vendar naj otroci, kolikor je možno, vseeno prihajajo na bogoslužje, za najmlajše pa je organizirano varstvo. Dragi starši, babice, dedki, prihaja priložnost, da osrečimo naše otroke med počitnicami. Med 8. in 10. julijem vsak dan od 9. do 15. ure pri naši cerkvi Dobrega pastirja na Grmu organiziramo nepozabna poletna otroška srečanja. Srečanja so namenjena otrokom od 3. do 15. leta starosti. Skupaj z ekipo navdušenih animatorjev bomo ob športu, ustvarjalnih delavnicah in veselem druženju odkrivali lepe krščanske vrednote. Prispevek znaša 10 evrov na dan za otroka. Zaradi lažje organizacije vas prosimo za čim prejšnje prijave. Vse podrobnosti in spletno prijavnico najdete na spletni strani cerkve in družbenih omrežjih. Za vsa vprašanja pa sta na razpolago z veseljem animatorka in katehetinja Tjaša Golobič-Tucin ter duhovnica Katja Brkič-Golob. Povabite prijatelje, znance, sosede, sorodnike. Lepo vabljeni. Naslednjo nedeljo ob 10. uri vabljeni v cerkev na osrednje bogoslužje, po današnjem bogoslužju pa smo vabljeni na druženje ob kavi in soku zunaj na Trubarjevi ploščadi. Zapeli bomo uvodno skupno pesem, himno To je ta dan, ki nam ga je Bog dal, radujmo se ga. Veselimo se, Bog je ta dan
Biblično vodilo današnje nedelje je luč vere, ki razsvetljuje temo sveta z božjo tolažbo rekoč. Sin človekov je namreč prišel iskati in rešiti, kar je izgubljeno. Poezija 103. psalma nas vabi, naj namesto racajočih in zibajočih se gosi, postanemo orli in poletimo v višave. Rekoč, slavi moja duša Gospoda, vsa moja notranjost njegovo sveto ime, slavi moja duša Gospoda. Ne pozabi nobenega dejanja njega, ki odpušča vso tvojo krivdo, ki ozdravlja vse tvoje bolezni, ki iz jame rešuje tvoje življenje, ki te krona z dobroto in usmiljenjem, ki tvoja leta nasičuje z dobrinami, kakor orlu se obnavlja tvoja mladost. Kakor je vzhod oddaljen od zahoda, oddaljuje od nas naše pregrehe. Kakor oče izkazuje usmiljenje nad otroki, slavi moja duša Gospoda. Stopimo pred Boga brez olepšav in željo po resnici ter v spovedni molitvi priznajmo svoje grehe. Bog se nam nikoli ne utrudi odpuščati. Mi smo tisti, ki se utrudimo prositi za njegovo usmiljenje. Spoved ni sodišče, kjer nas obsodijo, ampak je bolnišnica, kamor pridemo po ozdravljenje. Gospod Jezus, stopam pred te in odlagam vse svoje obrambne zidove. Obžalujem vsako besedo, misel in dejanje, s katerim sem ranil tebe in svoje bližnje. Ker sam se za zamujene priložnosti, ko bi lahko storil dobro, pa sem raje izbral udobje ali molk. Gospod, moja duša je kot izsušeno polje, ranjena, razpokana in žejna tvojega dežja. Priznam, da sem utišal tvoj glas v sebi in iskal zavetje v sencah sveta. Ti, ki preštevaš zvezde, poznaš globino brezna moje tesnobe. Ti si ljubezen pribita na lesu križa in most čez moje grehe. Uli svoje usmiljenje v moje razpoke, naj tvoja milost očisti mojo preteklost, objame mojo sedanjost in blagoslovi mojo prihodnost. Sprejmi moje kesanje kot dišeče kadilo, ki se dviga k tvojemu prestolu milosti. Kristus, usmili se, Gospod, usmili se, jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta, usmili se nas in podari nam mir. Besede milosti in slavospev nas obsipavajo s tolažbo. Bog nas je odrešil in poklical svetim klicem, ne zaradi naših del, temveč zaradi svojega sklepa in milosti, ki nam jo je pred večnimi časi podaril v Kristusu Jezusu. Zato naj je slava Bogu na višavah in na zemlji, mir ljudem, ki so mu po volji. Amen. Svet, svet, svet Gospod, Bog vsega stvarstva, polna so nebesa in zemlja tvoje slave. Vabim še k molitvi. Gospod, pretrgaj mojo potrebo, da bi bil pred teboj in drugimi videti popoln. Priznam, da sem utrujen od razdvojenosti, od nošenja mask in igranja vlog, ki mi ne pripadajo. Žal mi je za vse trenutke brezbrižnosti, ko sem svojo praznino skrival v hrupu, svojo negotovost pa v ostrih besedah in obsojanju drugih. Ne skrivam se več, očisti moje namene, da bom pristen. Vsemogočni in usmiljeni Bog, pristopam kot bolnik k zdravniku življenja, kot nečist k izviru usmiljenja, kot slep k luči večne jasnosti, ter kot ubožec in berač, gospodarju nebes in zemlje. Prosim te, da v svoji neskončni dobroti ozdraviš mojo bolezen, opereš mojo umazanijo, razsvetliš mojo slepoto in obogatiš mojo revščino.
Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu, kakor je bilo na začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen. V nadaljevanju bomo slišali berilo iz 54. psalma, zdaj pa prisluhnimo pesmi Skrbna roka Gospodova, ki jo bo zapel cerkveni mešani pevski zbor v počitniški izvedbi.
Prisluhnimo torej berilu iz 54. psalma. O Bog, reši me svojim imenom, svojo oblastjo mi sodi. O Bog, usliši mojo molitev, prisluhni izrekom mojih ust. Zakaj tujci so se vzdignili zoper mene? Nasilneži mi strežejo po življenju, niso postavili Boga pred sebe. Glej, Bog mi pomaga, Gospod je med tistimi, ki podpirajo mojo dušo. Naj se vrne hudobija na moje nasprotnike, v svoji zvestobi jih utišaj. Prostovoljno ti bom daroval, hvalil bom tvoje ime, Gospod, ker je dobro. Zakaj iz vsake stiske me je rešil? Moje oko gleda na moje sovražnike. Psalmist začne z iskreno prošnjo. Bog, reši me po svojem imenu in pomoči svoji stori mi pravico. Svoje zaupanje ne polaga v lastne sposobnosti, temveč v Božjo moč. Ko ga obkrožajo sovražniki in stiska, ve, da je Bog močnejši od vsake nevarnosti. Božja moč ni le sila, ki premaguje zlo, ampak tudi moč, ki vodi, varuje in osvobaja svoje ljudstvo. V nadaljevanju pravi: glej, Bog mi je pomočnik. Od tu lahko vidimo, da Bog ni oddaljen opazovalec naših težav, ampak zvesti pomočnik, ki stoji ob človeku. V tem se razoteva njegova ljubezen, saj podpira naše življenje, nas nosi v preizkušnjah in ostaja zvest tudi takrat, ko nas morda drugi zapustijo. Psalem pa se zaključi s slavljanjem in hvaležnostjo. Radovoljno ti bom daroval, slavil bom tvoje ime, Gospod, ker je dobro. Kdor je izkusil Božjo pomoč, ne more ostati tiho. Slavljenje je odgovor srca, ki prepozna Božjo dobroto in zvestobo. Psalmist ne slavi Boga le zaradi tega, kar je storil, ampak tudi zaradi tega, kakšen Bog je. Dober, usmiljen, vsemogočen, takšen, ki nas rešuje iz vsake stiske. In tudi mi smo danes povabljeni, da zaupamo Gospodu v vsaki preizkušnji, saj nas njegova moč varuje, njegova ljubezen nosi in njegova zvestoba vodi do zmage. Zato ga z veseljem slavimo in se mu zahvaljujmo, ker je naš pomočnik, rešitelj, odkupitelj, zavedno zvest, zavedno močan in zavedno z nami. Vabim nas, da vstanemo in skupaj zapojemo naslednje pesmi.
Oče, iz vsega srca se ti zahvaljujemo za tvojo ljubezen, dobroto in zvestobo. Hvala ti za vse, kar delaš v naših življenjih. Zato ti kličemo, slava, slava tebi. Pridite, prinašamo svoje srca, da jih napolniš svojo ljubeznijo. Pomagaj nam, da bomo iz dneva v dan bolj podobni tebi, da bomo sol in luč tej zemlji, ter da bomo s svojimi življenji slavili tebe. Tebi naj bo vsa čast, slava in hvala na vekov veke. Amen. Velike in majhne. Je čas počitnic, veroka je konec, vendar so tu tisti najbolj zvesti danes, ki niso šli na biciklistično tekmo ali motoristično. Sem mislil, da se nas bo manj zbralo, ker so ceste zaprte. Danes imam nekaj pripravljeno za vas, da pogledamo, kaj je to. Najprej gobica. Kakšna gobica je to? Kuhinjska gobica. Jo uporabljate? Kdo največ? Oči ali mami? Oči. Imam čisto vodo in imam umazano vodo. Dal sem zemljo v to vodo in zdaj imam gobico in še, če bo treba kaj pobrisati, papir. Kaj je značilnost gobice? Kaj naredi gobica? Če jo damo v vodo, kaj dela? Pije, ja, pije vodo. Pa poskusimo. Kako pa vem, da je voda v njej? Kaj moram narediti? Stisniti? Bo še kdo poskusil? Bi? Ne bi. Aha. Ja, pa boš morala biti gospodinja enkrat. Edino, če bo mož vse čistil pa pospravljal. No, potem bomo dali pa to gobico še v to vodo. Da vidimo, kaj se bo zgodilo. Kakšna voda bo pritekla? Čista ali umazana? Umazana, da vidimo, če res. Poglejte, kaj vse je gobica upila, umazanijo, zemljo, umazano vodo. In to gre zdaj iz gobice ven. Malo bolj čista je, ampak še vedno nisem zadovoljen. Tako je tudi z nami. Naše srce, naše misli, naši možgani, naša vest, to je to, kar je Bog vgradil v nas, je kot goba, kot gobica. Odvisno od okolja. Če sem v čistem okolju in poslušam dobre, lepe reči, vrednote, vse, kar je čisto, urejeno, to potem tudi prihaja iz mojih ust, mojega srca, mojega govora, mojih misli. Če pa se družim v okolju, kjer tega ni, ampak je krivica, laž, sovraštvo, obrekovanje, nepoštenost, nedelavnost, goljufanje, potem priteče iz mojega srca, iz mojih misli, iz mojih besed, govora, dejanj, umazana voda. In to si zapomnimo, kadarkoli boste doma pomagali staršem ali karkoli pospravljali, ko boste držali ali na morju, ali pri kopanju, ali pri pomivanju posode, gobico, da je zelo pomembno, kaj vsrkavamo.
s kom se družimo, kje živimo, kaj razmišljamo. Kajti vse to lahko pride v naše misli, v naše srce in potem, ko stisnemo, pride ven točno to, kar smo prevzeli. Ker je čas počitnic in verouka ni, razen za najmanjše je organizirano varstvo, tako da lahko prisluhnete ostali Božji besedi in sem zelo vesel, da ste prišli. Smo zelo ponosni na vas in mislim, da si zaslužijo en aplavz tile naši junaki. Pred Božjo besedo pa bomo pobrali še kolekto, zraven pa bomo zapeli čudovito pesem Bog, proslavljam te. Izvolite sesti. Milost Gospoda Jezusa Kristusa, ljubezen Boga in občestvo Svetega Duha z vami vsemi. Amen. Danes se želimo ustaviti ob eni najlepših in najglobljih resnic naše vere, o Božjem usmiljenju. Človek pogosto misli, da ga Bog ljubi takrat, ko je dober, ko uspeva, ko ne dela napak. Toda evangelij nam razodeva nekaj veliko večjega. Bog nas ne ljubi zato, ker smo popolni, ampak zato, ker smo njegovi otroci. Njegova ljubezen ne odneha niti takrat, ko smo se mi oddaljili od njega. Nekoč je neki duhovnik pripovedoval o človeku, ki se je po mnogih letih vrnil v domačo vas. V mladosti je naredil veliko napak, prizadel svoje bližnje in odšel, kjer ga je bilo sram pogledati ljudem v očeh. Po dolgih letih je sklenil, da se vrne domov, vendar ni vedel, ali ga bo kdo še sprejel. Pred prihodom je napisal pismo svoji družini: če me sprejmete, obesite na staro drevo ob poti belo ruto. Če je ne bo, bom razumel in bom šel naprej. Ko se je približeval vasi, ga je bilo strah pogledati proti drevesu. Ko pa je dvignil oči, ni zagledal samo ene bele rute. Drevo je bilo polno belih prtov, rjuh in znamen dobrodošlice. Njegova družina ni čakala, da dokaže, da se je spremenil. Sprejeli so ga, ker je bil njihov, ker so ga imeli radi, ne glede na to, kaj je naredil v preteklosti.
Takšna je podoba Božjega usmiljenja. Bog ne čaka, da pridemo k njemu popolni. On nas kliče, ko smo ranjeni, utrujeni in obremenjeni. Njegovo srce je vedno odprto za človeka, ki se vrača. Današnja vrstica, ki jo bomo prebrali iz Svetega pisma, je iz knjige preroka Miheja, 7. poglavje od 18. do 20. vrstice. Bomo ostali ob branju Božje besede. Kdor je Bog kakor ti, ki odpušča krivdo, ki greš prek pregrehe k ostanku svoje dediščine, ne drži na veke svoje jeze, kaj ti ugajamo dobrohotnost. Spet se nas bo usmilil, poteptal bo naše krivde, v globine morja boš zagnal vse naše grehe, izkazal boš Jakobu svojo zvestobo, Abrahamu svojo dobroto, kakor si prisegel našim očetom od nekdanjih dni. Blagor tistim, ki Božjo besedo poslušajo in se po njej ravnajo. Izvolite sesti. Današnji odlomek, ki smo ga prebrali, se začne z enim najlepšim opisom Boga v Svetem pismu. Kdo je Bog kakor ti, ki odpuščaš krivdo, ki greš prek pregrehe k ostanku svoje dediščine? To niso besede, ki bi govorile o nekem oddaljenem, hladnem in strogem Bogu. To so besede človeka, ki je srečal Boga v njegovem usmiljenju. Prerok Mihej je videl greh svojega ljudstva, krivice, laži, sebičnost in oddaljenost od Boga. Toda ob vsem tem ni ostal pri človeškem grehu. Njegov pogled se ustavi pri Božjem srcu. Tudi danes nas želi Božja beseda povabiti prav tja, v Božje srce. Bog ni utrujen usmiljenja. Ko govorimo o Božjem usmiljenju, pogosto razmišljamo o tem, koliko grehov nam je Bog odpustil. Toda Mihej razodeva še nekaj globljega. Bog ni utrujen od usmiljenja. Bog se usmiljenja veseli. To je ena najlepših resnic Svetega pisma. Ljudje se pogosto utrudimo odpuščati, Bog pa ne. Mihej ne pravi samo, da je Bog usmiljen, pravi nekaj presenetljivega. Vedno znova se nas bo usmilil. Nekateri si Boga predstavljajo kot strogega sodnika, ki komaj čaka, da kaznuje grešnika. Toda Sveto pismo razodeva Boga, ki se veseli, ko odpusti. Velikokrat imamo napačno predstavo o Bogu. Pomislimo, Bog se me je verjetno že naveličal, ker sem prevečkrat naredil isto napako, prevečkrat padel, velikokrat obljubil, da bo drugače. Morda ravno sedaj to razmišljaš, ali pa imaš tak občutek. Toda Mihej nam razodeva nekaj osupljivega. Vedno znova in znova se nas bo Bog usmilil. Z drugimi besedami, Bog se veseli usmiljenja. Ne piše, da Bog deli usmiljenje s tisnimi zobmi, da usmiljenje daje le najboljšim, ampak da ga daje vsem vedno in enako. V Jezusovi priliki o izgubljenem sinu vidimo podobo očeta. Sin je zapravil dediščino, osramotil družino in odšel proč. Ko se je vrnil, ni vedel, kaj ga čaka. Toda oče ga je zagledal že oddaleč. Ni čakal na popolno razlago, ni zahteval zagovora, ni ga osramotil pred služabniki. Stekel mu je naproti, ga objel in sprejel. To je Božje srce. Zato nikoli ne obupajmo nad Božjo milostjo. Morda si padel, morda si naredil mnoge napake, morda nosiš breme krivde že mnogo let. Božje sporočilo danes za tebe in mene je: vrni se k meni. Bog ni utrujen od usmiljenja. Zato skupaj z Mihejem lahko rečemo: kdo je Bog, kakor si ti? Ni Boga, ki bi tako odpuščal, ni Boga, ki bi se tako veselil usmiljenja, in ni Boga, ki bi tako ljubil grešnika.
Bog vidi naše padce, vendar nas ne meri po njih, vidi nas z očmi usmiljenja in upanja. Ko padamo v greh, naredimo napako. Lahko hitro zapademo z misli, kot so: to sem jaz, takšen sem, nikoli se ne bom spremenil. Toda Bog gleda drugače. Bog vidi vsak naš padec. Pred njim ni nič skrito. Pozna naše misli, motive, besede in dejanja. Vidi stvari, ki jih drugi ne vidijo. Vendar obstaja resnica, da Bog človeka ne meri po najhujšem trenutku, ampak po svoji milosti in svojem načrtu za njega. Bog je videl Davidov padec, vendar je videl tudi njegovo srce. Videl je greh, ki ga je naredil z Batšebo in vse posledice, ki so sledile. Toda ko se je David iskreno pokesal, ga Bog ni označil za prešušnika. Ko v Novi zavezi beremo o Davidu, ga poznamo predvsem kot moža po Božjem srcu. Bog je videl Petrovo zatajitev. Peter je doživel velik padec. Predvsem je obljubil zvestobo Jezusu, potem ga je 3-krat zatajil. Mnogi bi rekli, ta človek ne more več služiti Bogu. Toda Jezus po vstajenju ni prišel, da bi Petra uničil. Prišel ga je obnoviti. Ni ga vprašal, zakaj si me zatajil. Vprašal ga je kaj, ali me ljubiš. Ljudje pogosto gledamo nazaj, Bog pa gleda tudi naprej. Mi vidimo napake, grehe, neuspeh, poraz. Bog pa vidi obnovo, ozdravljenje, rast, novo prihodnost. Bog vidi človeka ne samo takšnega, kakršen je danes, vidi takšnega, kakršen lahko postane po njegovi milosti in obnovi. Milost je močnejša od preteklosti. Satan nas želi vezati za preteklost. Vedno znova nas opominja, kaj smo storili, kje smo padli, kako smo razočarali Boga in ljudi. Bog pa nas vabi, da gledamo na križ. Tam vidimo, da je bila cena za naše grehe plačena. Ko Bog odpusti, ne izbriše samo greha. Človeku vrne dostojanstvo, upanje in prihodnost. Naša slaba zgodovina ni močnejša od Božje milosti. To ne pomeni, da Bog opravičuje greh. On vidi vnaprej, kakšen bo človek, ko ga njegova milost spremeni. Zato dovolimo Bogu, da nas dvigne in oblikuje. Bog vrže naše grehe v globini morja, smo prebrali. Prerok nadaljuje, v globino morja boš zagnal vse naše grehe. Mihej ne govori samo, da Bog odpušča grehe, ampak da jih vrže v globino morja. Bog grehov ne pomete pod preprogo. Ko ljudje odpustimo, pogosto rečemo, pozabil bom, vendar se spomini vračajo. Velikokrat odbiramo stare rane in pretekle napake. Bog ne odpušča na tak način. Ne pravi, tvoj greh bom shranil v arhiv in ti jih ob prvi priložnosti pokazal. Ne, on jih vrže v globino morja. Ko Bog naše grehe vrže v globino morja, jih ne želi več izvleči na površje. On nas ne drži v preteklosti, ampak nas vabi v novo življenje. V času preroka Miheja je morje predstavljalo nekaj neizmernega, skrivnostnega in nedosegljivega. Kar je potonilo v najgloblje globine, je bilo izgubljeno zavedno. Zato Bog uporabi ravno to podobo. Ko odpusti greh, ga odstrani tako daleč in tako globoko in nikoli več ga ne uporabi za obsodbo človeka. Velika nevarnost za nas je, da se nam znova vedno vrača misel. Spomni se, kaj si storil v preteklosti. Bog pa govori drugače. Če je greh priznan, obžalovan in izročen njemu, ga Bog nikoli več ne uporabi proti nam. Ko je Jezus visel na križu, je nosil ves greh sveta. Kazen, ki bi morala pasti na nas, je padla nanj.
Bog je tvoj in moj greh vrgel v globino morja, zato ga ne poskušaj ponovno potegniti nazaj na površje. Morska globina v Mihejevi podobi kaže za nekaj zelo pomembnega. Ne glede na to, kako globok je naš padec, je Božje usmiljenje še globlje. Zato ne živimo v senci stare krivde, ampak v svetlobi Božje milosti. Bog ne samo, da odpušča grehe, odstrani izpred svojega obličja in nam podari nov začetek. Najtežje je človeku sprejeti, da smo ljubljeni zastonj. Včasih je zelo težko verjeti in razumeti, da nas Bog ljubi zastonj. Ne zato, ker smo si to mi zaslužili, ne zato, ker smo dovolj dobri, ne zato, ker smo naredili vse prav. Ljubi nas zato, ker je On ljubezen. Človeška logika in miselnost pravi, ljubezen si moraš zaslužiti. Živimo v svetu, ki se je treba stvari prislužiti. Za dobre ocene dobiš pohvalo. Za dobro delo plačilo. Za vsakim uspehom pride priznanje. Navajeni smo, da vse ima svojo ceno. Zato pogosto prenesemo isto razmišljanje tudi v odnosu z Bogom. Mislimo si, če bom dovolj molil, me bo Bog ljubil. Če bom dovolj svet, me bo sprejel. Če ne bom delal napak, bom vreden njegove naklonjenosti. Toda Božja beseda nas uči drugače. Bog nas ni začel ljubiti takrat, ko smo postali boljši. Ljubil nas je že takrat, ko smo bili grešniki. Če bi si lahko Božjo milost prislužili, potem takem to ne bi bila milost. Kajti milost je dar. Dar pa je nekaj, kar prejemeš in ne nekaj, kar se da kupiti. Ko se je izgubljeni sin vračal domov, ni imel ničesar. Ni imel denarja, ni imel uspeha, ni imel opravičila. Imel je le zlomljeno srce. Pričakoval je kazen, dobil pa objem. Oče ga ni ljubil zaradi tega, kar je prinesel domov. Ljubil ga je zato, ker je bil njegov sin. Tako tudi Bog nas ne ljubi zaradi naših dosežkov, ampak zato, ker smo njegovi. Ponos v človeku želi vedno nekaj prispevati. Radi bi rekli, Bog me ljubi, ker sem dober. Toda evangelij nas vzame iz te opore. Na koncu ostane samo Kristus, njegova milost, ljubezen in žrtev. Božje usmiljenje nas spreminja. Ko govorimo o Božjem usmiljenju, ga pogosto razumemo kot odpuščanje grehov in to je res. Toda Božje usmiljenje nas spreminja. Bog nas ne ljubi, ker smo se spremenili. On nas ljubi in zato nas spreminja. Usmiljenje ne spremeni samo našega položaja, ampak tudi naše srce. Ko človek doživi resnično usmiljenje, se v njem nekaj zgodi. Prava sprememba se začne tam, kjer človek sreča usmiljenje. Ko je Simon Peter zatajil Jezusa, je spoznal, kaj je storil, se je bridko zjokal. Toda Petra ni spremenila njegova krivda, ampak srečanje z ostalim Jezusom. Jezus ga ni zavrgel, ni ga osramotil pred učenci, ampak ga je obnovil. Iz prestrašenega človeka je nastal pogumen oznanjevalec evangelija. Milost je naredila to, česar sam ni mogel. Kdor je okusil Božje usmiljenje, začne sovražiti greh. Ne zato, ker bi se bal kazni, ampak zato, ker ne želi žalostiti Boga, ki ga neizmerno ljubi. Človek, ki je prejel usmiljenje, začne drugače gledati. Najbolj neusmiljeni ljudje so pogosto tisti, ki so pozabili, koliko usmiljenja sami potrebujejo. Bog nas ljubi in sprejema take, kot smo, vendar nas želi obnoviti, če si tega mi želimo. Ko zlatar položi zlato v ogenj, ga ne uniči, ampak ga prečisti. Tako deluje tudi Božje usmiljenje.
Poklicani smo, da bi odsevali Božje usmiljenje. Kdor je Bog kakor ti, ki odpušča krivdo, spet se nas bo usmilil. Ko beremo o Božjem usmiljenju, se hitro osredotočimo na to, kaj Bog dela za nas, in prav je tako. On odpušča, dviga, obnavlja in ozdravlja. Toda Božji načrt se ne konča pri tem, da prejmemo usmiljenje. Njegova želja je, da postanemo nosilci usmiljenja za druge ljudi. Mi smo poklicani obraz Božjega usmiljenja v tem svetu. Najprej moramo sami sprejeti usmiljenje. Zelo težko je dati nekaj, česar sami nismo sprejeli. Svet mora videti Božje usmiljenje skozi nas. Veliko ljudi ne bo nikoli odprlo Svetega pisma. Veliko jih nikoli ne bo stopilo v cerkev. Toda srečali bodo nas. Vprašanje ni samo, ali poznamo Božje usmiljenje. Vprašanje je, ali ga ljudje vidijo v naših življenjih. Ko odpuščamo, postanemo obraz Božjega usmiljenja. Ko pomagamo človeku v stiski, postanemo obraz Božjega usmiljenja. Ljudje morajo skozi naše besede, dejanja in odnose začutiti Božje srce. Nekateri mislijo, da je usmiljenje znak šibkosti. Usmiljenje zahteva veliko moč. Lažje se je maščevati kot odpustiti. Lažje je obsojati kot razumeti. Bog ni pokazal usmiljenje zato, ker je šibak, ampak zato, ker je njegova ljubezen močnejša od greha. Tudi mi smo poklicani, da širimo in delimo takšno ljubezen. Jezus ni samo govoril o usmiljenju. On sam je usmiljenje in želi, da ljudje skozi njegovo cerkev vidijo in spoznajo to usmiljenje. Usmiljenje lahko spremeni življenje človeka. Nikoli ne podcenjujmo moči ene prijazne besede. Nikoli ne podcenjujmo moči odpuščanja in moči sočutja. Prav skozi našo ljubezen lahko Bog pokaže svetu, da človek ni pozabljen. Bog pogosto deluje skozi človeške roke, besede in srca. Cerkev mora biti prostor usmiljenja. Vsaka skupnost vernikov mora biti kraj, kjer ljudi najdejo resnico, vendar tudi milost. Cerkev ni muzej popolnih ljudi. Cerkev je kraj, kjer Bog obnavlja zlomljene ljudi. Če smo prejeli usmiljenje, potem ga moramo deliti naprej. Bog nas je poklical, da odsevamo njegovo usmiljenje. Ta svet potrebuje usmiljenje, odpuščanje in upanje. Zato, drage sestre, dragi bratje, mi smo poklicani, da vse to delimo temu svetu. Bog ostaja zvest svojim obljubam. Mihej zaključi: izkazal boš Jakobu svojo zvestobo, Abrahamu svojo dobroto. To je čudovit zaključek. Bog ne pozablja svojih obljub. Ljudje jih velikokrat pozabimo. Čeprav je izraelsko ljudstvo pogosto padalo, je Bog ostal zvest. Čeprav smo mi pogosto nezvesti, Bog kljub temu ostaja zvest. Morda kdo med nami trenutno hodi skozi težko obdobje. Morda moliš, a se ti zdi, da odgovora ni. Morda nosiš bolezen, skrb za otroke, osamljenost. Morda te bremeni strah pred prihodnostjo. Današnja Božja beseda pravi: Bog ni pozabil nate. On še vedno drži svojo obljubo. Bog še vedno vodi tvojo pot, tudi če tega trenutno ne vidiš. Če bi morali današnje sporočilo povzeti v enem stavku, bi bil to vzklik preroka Miheja: kdo je Bog kakor ti? Kdo je kakor Bog, ki ne išče maščevanja, ampak odpušča? Kdo je kakor Bog, ki ne šteje naših padcev, ampak nas dviga? Kdo je kakor Bog, ki naše grehe vrže v globino morja?
Kdor je kakor Bog, ki se veseli usmiljenja. Ko bomo danes odhajali iz Božjega doma, odnesimo tu preprosto gotovo seboj. Ne glede na to, kako težka je naša preteklost, je Božje usmiljenje še večje. Ne glede na to, kolikokrat smo padli, nas Bog želi dvigniti. Ne glede na to, kako daleč smo zašli, nas njegov glas kliče k sebi in zato lahko z zaupanjem stopimo preden ter rečemo: Gospod, hvala ti, ker si Bog, ki odpušča. Hvala ti, ker nam daješ usmiljenje in ker nikoli ne obupaš nad nami. In Božji mir, ki presega vsak naj varuje vaša srca in vaše misli v Kristusu Jezusu. Amen. Molimo. Nebeški Oče, hvala ti za tvoje veliko usmiljenje. Hvala, ker nas kljub našim padcem ne zavržeš. Hvala, ker naše grehe vržeš v največjo globino morja in nas ti grehi ne morejo več obsojati. Pomagaj nam, da sprejmemo resnico, da smo ljubljeni zastonj, ne zaradi naših zaslug, ampak zaradi tvoje milosti. Ozdravi nas naše krivde, strahu in dvomov, ter nas nauči zaupati tvoje ljubezni. Spremeni naša srca svojim usmiljenjem, da bomo tudi mi usmiljeni do drugih. Naj bomo obraz tvoje dobrote, odpuščanja in sočutja v svojih družinah, v cerkvi in med ljudmi, ki jih vsakodnevno srečujemo. To te prosimo v tvojem prečudovitem imenu Jezus. Amen. Za konec bomo zapeli pesem Dar milosti.
V občestvu cerkve molimo Oče naš, ki je Jezusova šola molitve, najpopolnejša molitev in povzetek celotnega evangelija. Izreči besedo Oče v Oče našu pomeni vstopiti v prostor popolne varnosti. Bog nas ne posluša zaradi naših besed, ampak zaradi našega srca. Pred njim nismo govorniki, ampak njegovi otroci. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime. Pridi k nam tvoje kraljestvo. Zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne vpedi nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Ker tvoje je kraljestvo in moč in slava na veke. Amen. S hvaležnim srcem prejmimo starodavni duhovniški blagoslov. Blagoslov ni odsotnost težav, ampak prisotnost Boga sredi težav. Vera ne temelji na naših občutkih, ampak na Božji zvestobi. Da bi sredi življenjskih neviht ohranili mir, ki ga svet ne more dati, odprimo dlani za dar večnega blagoslova, ki je kot plašč milosti, v katerega nas oblači ljubeči Bog Oče. Gospod naj te blagoslovi in te varuje. Gospod naj da sijati svoje obličje na tabo in naj ti bo milosljiv. Gospod naj dvigne svoje obličje nate in ti podari mir. Amen.